še 10 sekund, vaši kolegi pridejo. Sam več končujem, sam na kadru, stojiš gor. Dobro, bom... Najprej lepo pozdravljeni. Če bo šlo danes, in verjamem, da bo šlo vse po načrtih, bom imel čast in priložnost, da čast in odgovornost vodenja vlade izročim, da tako rečem, prenesem na gospoda Marjana Šarca kot predsednika prihodnje vlade. Vesel sem, da bom gospodu Šarcu kot novemu predsedniku vlade prepustil državo v mnogo boljši formi oziroma kondiciji, kot sem jo prejel sam leta 2014, tako da mu bo s tem omogočeno mnogo bolj suvereno soočanje z izzivi tega časa in naše prihodnosti. Seveda bom skupaj z ministri iz vrst stranke Modernega centra SMC vstopil to vlado z izključnim namenom, da pripomoremo k uspešnemu delu te vlade za našo državo in za vse naše ljudi. SMC se svojimi ministri vstopamo v vlado predvsem iz dveh razlogov. Na eni strani bi radi prispevali k temu, da se nadaljujejo vsi tisti dobri projekti, vse tiste prave usmeritve, ki smo jih začrtali v zadnjih 4 letih. Na drugi strani pa seveda si želimo, da se vse te stvari nadgradijo glede na nove izzive in potrebe časa. Predvsem si bom sam in skupaj z ministri SMC prizadeval, da bomo varuhi zdravih javnih financ skupaj z ostalimi člani vlade, da bomo spodbujali na eni strani gospodarstvo, modernizacijo in nasploh nek razvoj, da bomo odprti v svet, v Evropo in v širši svet, da bomo na svetovnem zemljevidu kot ugledna država, da pa bomo predvsem tudi hkrati ob vsem tem skrbeli za blaginjo naših ljudi, zato da bo še boljše za vse naše ljudi, prav za vsakega posebej. Od jutri naprej bodo manj štere besede, pomembno bodo postala dejanja. Jaz verjamem, da smo se odločili za vlado, ki bo svobodomiselna, za vlado, ki bo vnesla v našo Slovenijo tudi takšen duh, ki si ga vsem se želimo, duh nekih pozitivnih demokratičnih vrednot, spoštovanja prava. Včeraj smo bili priča nekim dogodkom v Evropskem parlamentu, ki nas opozarjajo ponovno, da v Evropi marsikje nastopajo ekstremistične sile, nastopajo radikalne sile in ta vlada in SMC v njej se želi temu postaviti po robu. Mi želimo biti glasniki demokratičnih vrednot, vrednot odprte družbe, takšnih vrednot, da se bodo naši državljani tako v Sloveniji kot v Evropi dobro počutili. Kot rečeno, z veseljem sem upravljal to častno, pa tudi zelo naporno funkcijo predsednika vlade. To je res velika odgovornost in danes mi bo prav tako čast, da to nalogo predam svojemu nasledniku, gospodu Šarcu. Hvala tudi vsem vam, ki ste spremljali moje delo v dosedanji vlogi. Potrudil se bom, da bom z vami dobro sodeloval tudi v prihodnji vlogi kot minister za zunanje zadeve. Bom pa po vseh najboljših močeh pomagal, da bo delovala vlada dobro za vse nas. Lepo bodite, hvala.